tukaj, da z ljudskimi pevkami iz Dobrne in z vami, spoštovano občinstvo, preživim kakšno urco ali pol druženja ob glasbi, ob pesmi, ob ljudskih običajih skozi čas. Tako, ljudske pevke, kaj ste videli? Tudi gospod župan je z nami, tudi on se je prišel luštno imet. Pozdravljen, gospod župan, gospod Martin Brecelj. Pa tudi predsednica društva Arnika, gospa Branka Gal je prišla, pozdravljena. Ja, tako, drage ljudske pevke, vam pa tudi iskrene čestitke za 22 let delovanja. To ni kar ena mala številka, tako da en velik aplavz za njih. Ja, namreč ljudske pevke delujejo že od leta 2003 in v teh letih se je nabralo ogromno lepih pesmi, spominov in trenutkov, ki jih povezuje iskreno prijateljstvo in ljubezen do slovenske ljudske pesmi. Seveda pa niso manjkali težki trenutki, a takrat so bile druga drugi največja opora. Prav zato pravijo, da jih druži nekaj več kot le pesem, druži jih srce. Vse izhajajo iz kmečkega okolja, zato jim je svet ljudskih pesmi, šeg in običajev zelo blizu. Pesem, ki jo zapojejo, ni le melodija, je zgodba o delu, zgodba o veselju, o žalosti, ljubezni, življenju, kot so ga poznale naše mame in babice. Njihovo vodilo je preprosto, a pomembno. Ohranjati tisto, kar smo prejeli od svojih prednikov in to dediščino dati naprej, prihodnjim rodovom. Vsak torek se pridno zberete, a ne? Ja, malo baje poklepetate, je res? Aha, pa veliko se nasmejijo, obujajo spomine in seveda pojejo. Njihove teme so pogosto povezane z letnimi časi in delom na kmetiji. Takrat nastajajo nove zgodbe, nove pesmi, nove vezi. V letih svojega delovanja so pripravile že 18 koncertov. Čestitamo! Na katerih pa so vedno pripravile kakšno ljudsko šego, navado ali kmečko opravilo nekoč. Gostovale so po vsej Sloveniji, pa tudi v tujini. Večkrat so bile povabljene v radijske in televizijske oddaje, kjer s ponosom predstavljajo bogato ljudsko izročilo svojega kraja. Vsaka njihova pesem nosi sporočilo, da imamo Slovenci bogato zapuščino, ki jo je vredno ohranjati, živeti in spoštovati. In prav zato so danes tukaj, da z vsemi nami delijo iskreni košček domačnosti, ki ga lahko pričara samo pesem iz srca. Pridite! Danes bomo obudili nekaj čudovitih dogodkov, ki smo jih vam predstavili v preteklih letih. Vedno smo se imeli luštno in jaz verjamem, da bo tudi danes tako. Je res, ljudske pevke? Ja, res je. Kak se vam bolj še zdi, naj
so Grče tudi prišle zaradi mene. Grče. A ja, zaradi ljudskih pev, pa stopte. Vete, da stopte, tu je tak lušno, kvartet Grče, pridite, bliže, pridite. Na naših tleh so bili ljudje vedno tesno povezani z zemljo. Domačija, njiva, polja, to ni bila le kulisa, ampak samo središče življenja. Na kmetiji je bilo vedno dela čez glavo. A ste vi tudi kaj delali včasih, ko ste bili še bolj mladi? A ste delali? A ja? A ste bili kostci? A, se nam je zdel. Kaj ti kostci so vihteli kose, grabljice pa so grabile seno. Vmes pa je bilo veliko smeha in tistih drobnih pogledov. Meni se zdi, da ste vi bili tisti, tam ste bili zraven, ne? Ja, se nam je zdelo. To je pol pomenilo začetek vasovanja, ne? Ja, no in vse to je bila čarovnija mladosti na vasi. Mečka popeljajo na dvorišče domačije, pod kozovc, kjer se je slišalo žvrgolenje fantov, petje deklet in smeh otrok. V drugi pesmi pa nam bodo opisali svoje dekliče. Kvartet Grče. Rajšine,
spet grče. Ja, ko pa otroci zaplešejo v narodnih nošah, se pa zdi, kot bi se čas za trenutek ustavil. V njihovih korakih in nasmehih oživijo igre, pesmi in plesi naših dedov in babic. Ti mladi folklorniki s ponosom in veseljem ohranjajo bogato dediščino našega kraja. In to počnejo tako, kot znajo samo oni. Iskreno, srčno in z nalezljivo energijo. Vsaka vaja, vsak nastop je rezultat truda, vztrajnosti in veselja do gibanja in pesmi. A hkrati je to tudi druženje, prijateljstvo in učenje spoštovanja do tistega, kar smo prejeli od svojih prednikov. Torej, mladi folkloristi pod vodstvom Barbare Štimulak, folklorna skupina Dobrna. Bravo, mladi folkloristi!
dolgo plešite in delajte nove zgodbe ljudskih pesmi in plesov. Jož pa Vanč, ko niste vidva rekla, da se vama neka modi na neko novo podobnico? Če sta rekla. Ko, Vanč, pa še priješ nazaj? No pa prid. Ja, našega ljudskega godca Stankota pa vabim, da se pridruži ljudskim pevkam. Ob zvokih harmonike nam bodo namreč zapeli tisto Ura življenja. Ja, hitro ta čas teče in ko se ozremo okoli sebe, v griče, v travnike, reko in vas, začutimo, da smo doma. Prav ta občutek, da si del nečesa večjega, da si tu rojen, da tu ostajaš, je vedno navdih za ljudsko pesem. Ljudski pevci
vižarji ta občutek ponesejo med ljudi. S preprostimi, a iskrenimi glasovi nas spomnijo, kako lepo je, ko veter maje vrhove smrek in ko se med travami sliši pesem. Ob spremljavi ljudskega godca Stanka nam bodo najprej zapeli, da je tukaj naš dom, tukaj naš smeh in naša pesem. Potem pa nas bodo z drugo pesmijo onkraj Dravce popeljali še na drugi breg, kjer se srečujejo ljudje, pripovedi in spomini. Naši vižarji! Your
Hvala, Vižari. Pa pridite še kaj naokol, no? Je tako fajn, ko pridete. Je oder kar poln. Jo, kak je spet lušen. Je fajn, jele? A vi se imate tudi fajn? Ja, super. A veste, kaj sem se zdajle spomnila? Kaj vse smo že mi delali? Pa smo sjali, pa smo kosili, pa želi, pa kožuhali, pa predli, pa mlatili, pa ufirali. Pozim smo pa tudi pod oknom peli, pa vode kupovali. No, kaj je bilo pa pol? Ženili smo se. Pol smo se pa ženili. Ja, tudi v naših krajih je bilo življenje tesno povezano z gozdom. Možje so sekali drevje, ga nalagali in spravljali v dolino. Delo je bilo trdo in nevarno, konji pa so bili njihovi največji pomočniki. Vlekli so težke hlode po strmih klancih, po blatu in po snegu. Pesem, ki jo bomo slišali, je zapeta v pravem pohorskem narečju. V njej je moč čutiti napor, klice, celo trpljenje, a tudi ponos ljudi, ki so znali s pesmijo dati glas svojemu vsakdanu. Kvartet Srce. So
Hvala, vrhnec srce. No, spoštovani v dvorani, se veste, kak je bilo včasih. Stare mame so imele za vsako reč svoj nauk. Bile so stroge. Pa ne zato, da bi bile hudobne, ampak ker so dobro vedele, kako hitro fantje in ples prevzamejo mlado srce. In tako se v naslednji pesmi srečamo z eno tako modro, a malo preveč zaskrbljeno mamo, ki bi rada imela svojo hčer pridno, pobožno in vsako nedeljo v prvi vrsti pri sveti maši. A tudi tam se marsikatero oko sreča, marsikateri pogled zaokroži, mlado srce pa se znajde v skušnjavi. Ne vpraša se ne za pridige, ne za psalme. Pa prisluhnimo zgodbi mlade dekline, ki ima z mamo malce težav. No, pripravite se na malce smeha in malce resnice. Z nami so kvartet Svit Marino. Slavo Izredina.
Ja, spoštovane ljudske pevke, res ste lepe danes. Zelo lepe. Kot žarijo. In iz srca vam resnično čestitamo za vsakoletno leto že 18. prireditev, res luštno je tu pri nas. In vsi v dvorani se strinjamo, da se vam zahvalimo z enim velikim aplavzom. Še otroci, mladi folkloristi so se nam pridružili s polnimi rokami. Meni se zdi, da vaših dobrot. Ja. In zdaj je čas, ta trenutek na tem mestu, da dam besedo vam, spoštovani gostje, v dvorani ali tam zadaj. Zdaj je čas za čestitke, za pozdrave našim ljudskim pevkam. Izvolite. V tem delu se ljudje ustavili in peli za vsak dogodek, za vsako zgodbo, za vsako vse, kar se je na kmetiji dogajalo, so bile izbrane pesmi in se posto smo mi otroci doživljali to našo kulturo, vse tisto, kar nas nekako identificira, kar nam pove, odkot izhajamo in čigavi smo. To je naša kultura, pa naša zgodba. In seveda, spoštovane pevke, iskrena hvala, da to poslanstvo negujete na tak način, kot ste danes to vse skupaj pokazali. Tudi ta ambient, ki je tukaj, tale sodišče in tale hiša, smo včasih rekli, tam se je vse dogajalo, nas nekako popelje v tiste čase. Zato jaz vam želim, da še dolgo let tako ustvarjate, negujete to našo tradicijo. 22 let, 30 let traja, da je ena generacija, malo se spomnim, kako ste rekli, 22 let, ko ste se srečali. Tudi danes še tako, manj gledate, tako da iskreno čestitke in še naprej tako lepo nas osrečujte s to vašo pesmi. Hvala lepa. Tukaj ne smo vam pripravili eno težavo, da bo to vaše druženje takrat, ko navaja manj bolj veselo, pa eno rožico vsaki.
ljudske pevke, hvala lepa še v mojem imenu. Res najlepša hvala za to, da skrbite, da naša kultura oziroma kulturna dediščina ne bo šla v pozabo in da tule spredaj, ki sedijo, slišijo in se bodo spomnili, da je to dediščina, slovenska dediščina. Tole pa tista košara, ko je župan obljubil, da ne bo pozabo. Hvala lepa še. Drage ljudske pevke, v imenu kvarteta Grče se tudi jaz zahvaljujem za vaš trud, da tako lepo gojite našo lepo slovensko ljudsko pesem. Upam, da se še boste sporazumele in še naprej daljevale s tem delom, ker ljudska pesem mora živeti še naprej pri nas Slovenci. Hvala še enkrat. Kar nekaj čestitke in pozdravov. Pa tekle malo vdor. Spoštovane ljudske pevke, društva Arnika, tudi jaz sem vas prišel pozdraviti v imenu pevske skupine Veselih Vižarjev, pa bi vam bom izrabil tole misel na tej plošči napisana. Samo en rad. Spoštovane ljudske pevke društva Arnika, spoštovane cenjene ljudske pevke društva, ne pozabite, da ljudska pesem sprošča in zdravi, zato prepevajte vedno posod. Sicer pa, če drevesu požagaš veje, spet ozeleni in živi. Če pa mu porežeš korenine, drevo usadne. Naše ljudske pevke pa imajo močne korenine, zato še v bodoče negujte ta naš narodni zaklad, slovensko ljudsko pesem. Drage ljudske pevke društva Arnika, želimo, da boste vedno znova ozelenele in cvetele. Ohranjajte ljudsko pesem ter nas še dolga leta razvajajte. Iskrene čestitke, vaši pevski prijatelji Veseli Vižarji. Hvala. Zdaj bodo pa vaje res take še bolj bogate. Draga Marta, pridi bližje. Vem, da želiš spregovoriti nekaj besed in izvoli. Lepo pozdravljeni. Naj še jaz par besed. Res luštno je tu pri nas, kaj ne? So rekli, noč ne šlo. Res luštno je tu pri nas. Dovolite še meni par besed v imenu ljudskih pevk. Upam, da je bilo tudi vam vsem, ki ste se danes vzeli čas in nas počastili svojem obisku in da ste uživali v našem programu. Da pa vse tako lepo poteka, pa ni dovolj lepo petje. Potrebujemo še veliko pomoči in dobre volje prijaznih ljudi, ki so pripravljeni pomagati s svojim znanjem in idejami. Iskreno se zahvaljujemo gospe Andreji Čerenak za vso njeno pomoč in delo, tako pri pripravi programa, kot tudi pri pripravi odra. Da si kljub obilici svojega dela in dolžnosti še vedno vzame čas za nas.
Hvala lepa, zdaj me je moja pevka presenetila. Z lepim darilom, bomo pol pogledali. Hvala tudi naši predsednici Branki Gal za vso podporo in pomoč pri organizaciji naše prireditve, ter da nam vedno prisluhne in nam pomaga pri našem delu. A prosim, če dobiš moj nekaj. Branka, najlepša hvala, pa ostane pa tako še kosi. Hvala lepa za tole. Da res ohranjate to kulturno dediščino. Vse sem kar dosti glasna, ne? Še dovajena dosti glasna. Tako da tudi, če mikrofona nisem, še vse en sliš. Skratka, res tale lepa slovenska ljudska pesem, ki je danes donela v tele dvorani, mislim, da ne sme zamreti in da jo treba negovati. Zato vsi znamo peti, vsi znamo te lepe reči, pa tako da zapojemo skupaj. Prav je, da se zahvalim tudi tebi, Mojca, da si z nami, da nam pomagaš tako pri vodenju, kot tudi z idejami, predvsem pa, da med nami deliš pozitivno energijo in da zgubimo tremo. Sem pa med nami opazila tudi gospo, ki je kriva, da smo danes takle lepe. Gospa Štefka, lepo pozdravljeni. Pa še eno pohvalo moram narediti nocoj. Jaz se lepo zahvaljujem vsem mojim sopevkam. Smo imeli kar razburkano leto, predvsej bolezni, še tik pred kratkim, tako da sem zelo vesela, da so se potrudile, zbrale energijo in da smo danes tukaj. Hvala. Hvala tudi vsem nastopajočim in vsem, ki so z nami pričarali danes čudovit večer. Predvsem pa hvala iz srca vsem in vsakemu posebej, ki so nam omogočili vso pomoč, so bili radodarni in se jim lahko lepo zahvaljujem še naprej. Hvala. Hvala. Ja, ljudske pevke, ne moremo mimo tega, da zaključite še s tisto, kmečka žena je garač. Izvolite. Ko sejemo koš
še malo podružimo in vam želimo še eno prijetno, sončno nedeljo naprej. In vse nastopajoče garda bo poln oder, pa da zapojemo tisto oj, lepo je res na deželi, pa še vi pomagite zraven.